Lepo pozdravljeni v podcastu Zadnji meter. Večina od nas seveda v otroštvu pričakuje neko varnost, toplino in same lepe stvari. Danes je pa z menoj v studiu gost, ki tega ni imel, ki je imel izjemno težko travmatično izkušnjo, ampak na koncu iz nje prišel kot zmagovalec. Z menoj je danes Damjan Janžekovič. Damjan, lepo pozdravljen, hvala, da si se mi pridružil. Darko, lepo pozdravljen, hvala za povabilo. Tukaj imamo na mizi dve knjigi, ki si jih že izdal. Sicer prva je Izgubljeno otroštvo, druga Bitka z depresijo. Pa če se malo naveževa na otroštvo, na začetke, kaj se je dogajalo v tvojem življenju, česa nisi imel, kar drugi imajo? Ja, česar nisem imel, se mi zdi, da tiste najbolj ključne sestavine, ki jo vsak izmed nas potrebuje, to je pač starševska ljubezen. Se pravi, to je nekaj, brez česar sem odraščal, to je bilo tisto glavno pomanjkanje, ne. Se pravi, jaz sem v resnici odraščal v Ljubljani, v Mostah, v enem blokovskem naselju, tam zraven toplarne. Moja mama je bila zasvojena alkoholičarka, živeli smo še do mojega 1. razreda osnovne šole skupaj s stricem, z babico pa s prababico in mi smo nekako bili, bom rekel, neka družinska celica, ne. Zdaj, poleg vsega tega sem pač bil tudi, bom rekel, žrtev nasilja v družini, ne, ker mi je moja mama pač ta svoj alkoholizem, bom rekel, kompenzirala na način, da se je psihično pa fizično znašala nad menoj. Nad teboj, imel si tudi brata? Ne, v bistvu jaz sem uradno edinec. Bratje potem pridejo kasneje v življenju, ko me je, bom rekel, neka druga družina vzela k sebi. Ampak o tem bova lahko kaj več kasneje povedala. Se pravi, originalno sem bil edinec, bom rekel, je bil pa nekako moj stric približek tega brata, ker sva pa vseeno bila 9 let narazen in je bil po neki avtoriteti pa mogoče tudi vlogi v mojem življenju bližji vlogi brata kot pa vlogi strica. Si bil pa brez očeta, se pravi vedno, ali je... Bil sem, v bistvu odraščal sem brez očeta, zgolj samo, bom rekel, neke slike, ki sem jih videl tekom odraščanja. Bilo je veliko enih vprašanj, na katera so v bistvu se vsi nekako izogibali, da bi nanje odgovorili. Kasneje sem potem tam nekje okrog 11-12 let uspel končno izvedeti, kje je problem, kaj je narobe, ne, da je v bistvu pač moj oče bil kriminalec. Pač je bil del nekega kriminalnega združenja in je v resnici zaradi tega se moja mama umaknila iz te slike. Uspel sem izvedeti, da pač, ko sem se rodil, me je prišel pozdraviti v porodnišnico, celo baje prve 2-3 mesece smo skupaj živeli kot družina pri njemu v Kranju. Potem se je pa mama z menoj vrnila domov, pa smo potem tam v Mostah živeli. Imel sem priložnost ga enkrat samkrat v življenju spoznati. Se pravi, nekje pri 12-13 je on vzpostavil kontakt z mojo mamo, da bi se rad dobil na kosilu. Sem bil tako vesel, ne, mislim, kdo ne bi rad spoznal svojega očeta, katerega v bistvu že celo življenje pogreša, pa si ga želi, zato ker ga drugi imajo, ti ga pa nimaš. Naju je peljal v en hotel na kosilo, se mi je zdelo ful fajn. Predvsem sem bil presenečen, koliko se je moja mama trudila, da bi me pohvalila, povedala same lepe stvari o meni, ki jih drugače iz njene strani nikoli nisem bil deležen. Mi je bil zanimiv kot človek, sicer si ga nisem predstavljal ne vizualno, ne karakterno tako, ampak ja, sem nekako pričakoval, da je to zdaj priložnost za naju, za neki nov odnos. On je potem po 6 mesecih mi napisal, da ne želi negovati tega odnosa, da naj se znajdem v življenju tako, kot se je on mogel, da naj ne pijem, naj ne kadim, da naj ne bom preveč podoben svoji mami, in to so bile nekako njegove poslovilne besede. In tako, kakor sem ga enkrat izgubil, sem ga potem še drugič, no.
In od takrat naprej, bolj kot ne, kar sem izvedel o svojem očetu, je bilo bolj od teh uradnih institucij, ki so me predvsem obveščale o njegovem kriminalnem napredku, zločinih, ki jih je počel, pa predvsem povezavi, če jo imava ali jo nimava. Se ti zdi pomembno za otroka ali pa mladostnika, da pozna svojo identiteto? Recimo jaz, ko nisem odraščal v svoji primarni družini, sem vedno imel ta občutek, da to željo spoznati biološke starše. Pa ne zato, da bi se želel vrniti, ampak da veš, odkot izhajaš. In recimo ti si imel samo mamo, ki svoje vloge ni upravljala tako, kot bi jo recimo mama morala. Si želel spoznati očeta, oziroma ko je on sam izrazil to željo, da te spozna, da se dobite, kakšen je bil ta občutek? Meni je bil ta občutek res tako prijeten, no. Predvsem, ker itak kot otrok ti domišljija deluje na tisoč in en način in dejansko si prepričan, da te on ima rad, da on, ne vem, ob večerih, preden zaspi, misli nate, da si te tudi on želi spoznati, da če bi bile življenjske okoliščine drugačne, bi seveda bil prisoten v tvojem življenju. Vesel sem, da je, bom rekel, do te izkušnje oziroma srečanja prišel, ker pač potem ta želja, ko se izpolni, je ni več in greš veliko lažje naprej s svojim življenjem. Je pa pač za neko identiteto pomembno vedeti, kako pa kaj. Je pa potem tudi pomembno, da se poskušaš ne identificirati, bom rekel, s temi stvarmi, ki jih mogoče izveš, ali pa tudi, bom rekel, pod pogoji, pod katerimi smo odraščali, ne. Rekel si, da je mama bila alkoholičarka, zasvojena. Je bilo to vedno, se pravi, odkar si bil ti na svetu, oziroma se je to kasneje začelo dogajati? Ne, to se je v bistvu že prej začelo dogajati. V resnici je moja mama tudi celo nosečnost pila. Tako da v bistvu zaradi nje danes recimo ne morem piti piva, ker mi je pregrenko, ker ga je ona pač celo nosečnost, bom rekel, konzumirala. Je dejansko ves čas svojega življenja pila. Težko rečem, da je imela kakršnokoli obdobje, da bi abstinirala. No, razen takrat, ko je bila v bolnici, ker je na neki točki v življenju zbolela za rakom na materničnem vratu. Ampak drugače je pač, eni ljudje pijejo vodo, ona je pa pač pila pivo. To je bila njena dnevna tekočina. So bili boljši, so bili slabši dnevi. Ampak ja, je to, bom rekel, za nekega otroka, bom rekel, kar težka preizkušnja, no. Predvsem zato, ker jaz sem še tista generacija, ko še ni bil zakon se pravi za kupovanje alkohola. Se pravi, Kebrov zakon se je kasneje uvedel, ne, in jaz sem še kot otrok, se spomnim, hodil v Mercator kupovati njej pivo, ne. Njej in babici, ker sta obe pile. In to je na nek način, kakor da ti svojemu agresorju, ki te zlorablja, daš orožje v roke in zdaj si pa daj duška nad mano. Se pravi, tudi babica je pila Tudi. in ona je seveda malo zamižala na eno oko, kar se je dogajalo doma. Ja in ne. Tako bom rekel. Moja babica, bom rekel, se je trudila po najboljših močeh. Dejstvo je, da sta obe na nek način, bom rekel, z alkoholom blažile neke svoje stiske. Je bil to na nek način, bom rekel, odgovor za neke stvari v njunem življenju. Je bila pa zelo ena velika razlika med njo, se pravi med babico in med mojo mamo. Predvsem to, da ko je moja mama se ga napila, je bila najbolj agresivna možna. Bom rekel, je bila na nek način pošast. Moja babica, ki je pa popila, ona je bila pa v bistvu zelo čustvena, zelo prijazna, zelo sonček.
Tudi malo nadležno, no, ker kadar je malo preveč spilem, sem potem dobil 10 menijev, kaj bi lahko jedel, pa ziher nisi lačen, pa rabiš kaj drugega. Pa tako da je bila da si bile, bom rekel, nasprotne. Kar se pa tega mižanja tiče, pa tako, no. Moja babica je še delala, ko sem jaz bil otrok, kar pomeni, da tudi ni bila vedno prisotna doma. Moja mama se je pa v bistvu trudila, se pravi, kakršnekoli zlorabe so se dogajale, se pravi, kar me je tepla in poniževala, je poskrbela, da sva bila sama v prostoru, ne. Tistih nekajkrat, ko, bom rekel, se je spravila name, pa da je bila babica v sosednjem prostoru, je ona vedno posegla vmes, pa me poskušala zaščititi na najboljši možen način. Zdaj, a je bil to res najboljši možen način ali ne, lahko danes po tej bitki vsi komentiramo, pa smo pametni, ampak jaz mislim, da je ona takrat naredila to, kar je bila zmožna narediti. Jaz sva bila skupaj gosta na eni okrogli mizi in si takrat o tej izkušnji govoril in si nekako bil precej kritičen tudi do sistema, da te ni uspel kot otroka zaščititi. Ti si večkrat podal prijavo, če se prav spomnim, oziroma si želel to izraziti, kaj se dogaja, pa te sistem ni zaščitil. Zdaj, kar se tega sistema tiče, ne, je pri meni v bistvu tako zelo taka dolga in kompleksna situacija, ki se v bistvu raztegne čez celoten sistem, pa čez več podsistemov, ne. Se pravi, jaz tudi vedno na vseh svojih dogodkih izpostavim načeloma prvi in najpomembnejši sistem, ki uradno ni sistem, ampak ga smatram kot del sistema. In to so sosedje. Se pravi, jaz sem odraščal v bloku. Moja mama je mene večkrat pretepala v nočnem času, ko je ona iz lokala prišla pijana domov, ne. Ne moreš ti meni povedati, da kot sosed, s katerim si deliš skupne stene, ne slišiš 8-letnega, 9-letnega otroka, ki joka, ki kriči, pa ki prosi svojo mamo, da naj ga ne tepe. Medtem pa v kateri drugi priložnosti, ko sem pa ob 10:30 zvečer si drznil poslušati Mile Kitiča, si pa znal potrkati na vrata pa reči, da je muzika preglasna, ne. Se pravi, ta ironija, ne. In potem, ko sosedje zatajijo, se obrnejo stran, kar je itak taka tipična slovenska zadeva, se pravi, to so vaši problemi, to se nas ne tiče, mi se s tem ne bomo ukvarjali. Potem nekako drug sistem, ki pa je zatajil, je potem tukaj pač seveda šolski prostor, ne. Se pravi, jaz sem hodil 9 let v osnovno šolo. Jaz sem v teh 9 letih osnovne šole šel skozi depresijo, šel skozi samopoškodovanje, pa konec koncev imel sem tudi vidne, bom rekel, posledice po svojem telesu od pač udarcev, ki mi jih je mama zadajala, ne. Zdaj seveda, jaz sem se trudil to skrivati, ampak so pa vseeno bili drugi znaki, ki pač bi jih pedagoški delavec naj bi jih bil zmožen zaznati, ne. Od tega, da sem imel težave s socialnim navezovanjem, od tega, da sem dostikrat bil sam, od tega, da se je videlo, da sem vidno žalosten pa potrt, ampak da sem vseeno to trudil se zamaskirati z nekim nasmeškom, ne. In potem leta kasneje, ko sem že prvič imel neke javne nastope, pa sem o tem odkrito spregovoril, se je moja osnovna šola odzvala, so me tudi povabili na pogovor in so mi dali vedeti, da so spregledali me. In sem v bistvu cenil to iskrenost iz njene strani, ker so rekli, zajebali smo. Si dobil opravičilo z njihove strani? Sem dobil opravičilo iz njihove strani. Kasneje sem potem izvedel, da pa je bila v 1. razredu osnovne šole vzgojiteljica, ki me je imela. Ona je nekako začutila, da nekaj ni v redu z mano, pa tudi moja mama ji ni najbolj dišala, ko me je vsako jutro pripeljalo v šolo, ampak ko je to skušala z njimi naglasiti, so jo ostale učiteljice na nek način utišale, ti itak vedno vidiš povsod probleme, ti itak vedno želiš vse stvari potencirati, kao njegova mama je pa ja neka uglejena ženska dama, ki pač svojega otroka pripelje v šolo, ne. Tako da osnovna šola je pač tukaj zatajila in potem recimo pridemo pa do recimo 7. razreda osnovne šole. Tam sem pa pač prvič se soočil s temi občutki depresije oziroma občutka, da mi ni več živeti.
In sem s temi občutki šel do svoje osebne zdravnice. In sem pač prišel in sem ji povedal, ne vem, moj svet je trenutno malo bolj siv, tako brez volje do življenja sem, tako ne vem, nič ne čutim, ne vem, kaj naj naredim. In sem nekako upal, da me bo slišala, da me bo razumela, ne. Njen odziv je bil, da pač ja, Damjan, zdaj si pa ti prišel v tista leta. Hormoni, najstništvo, tebi se telo zdaj spreminja in ti si zdaj v šoku, ne. Pa ti bi zdaj veliko raj bil doma, pa igrice igral, pa se imel fajn, kakor pa hodil v šolo, ne. Oprosti, ampak jaz ti pa zato ne morem napisati opravičila. Okej. Te potem pač spregledajo tukaj in greš naprej. Prideš v srednjo šolo, predtem pa vstopom v srednjo šolo se pa zgodi nekaj. Se pravi, jaz sem bil tudi ministrant, se pravi, sem vsako leto z svojo cerkvijo in skupnostjo šel skupaj na morje. In tukaj se iz prehoda iz osnovne šole na srednjo šolo zgodi nekaj. Jaz začnem hoditi v spanju. Ampak jaz začnem hoditi v spanju na način, da se po noč pogovarjam sam s sabo, s 3 različnimi glasovi. Tepam samega sebe v spanju. Zjutraj se ne spomnim ničesar. Tukaj prvi, ki je odreagiral na to, pa se je potrudil nekaj narediti okrog tega, je bil naš župnik. On je takrat poklical mojo babico, jo je prosil, da pač me pridejo iskat na morje. Je povedal, kakšna je situacija in je tudi zelo nazorno dal vedeti, da sem preko tega, kar se je v spanju dogajalo, na nek način nakazal, kaj se dogaja pri nas doma. In jo je prosil, da naj me proba zaščititi oziroma, da se naj nekaj naredi. Takrat smo spet prišli nazaj k zdravnikom, so me pod nujno napotili na pediatrično kliniko in sem bil prvi primer v Sloveniji, ki so ga zdravili zaradi hoje v spanju, ker je bila tako intenzivna, ne. Oni z mano naredijo milijon enih testov, snemanje glave podnevi, snemanje glave po noči, EKG, ne vem, MRI, ne vem vse kaj, da so na koncu ugotovili, da ko grem spat, preskočim en cikel faze, se pravi, jaz, ko se uležem, avtomatsko padam v globoki spanec, tistega vmesnega pripravljalnega REM stanja nimam in moj telo se sploh ne zaveda, da jaz grem spat. No, in kar se potem v nezavednem začne odvijati, dogajati, jaz začnem projicirati na svoje telo in pač on odigrava to, ne. In glede na vsebine, ki so se dogajale, ne, so se pol te znanstveniki takrat odločili, da bom šel k pedopsihiatrinji in da bova z mamo skupaj pač te stvari tam naslavljala, ne. Ker bil pa sem mladoleten in je bilo nujno potrebno, da je ona prisotna zraven. In zdaj končno prvič v življenju pridemo dejansko do neke strokovnjakinje, ki bi nama z mamo lahko pomagala. Prvo sem jaz imel nekih pol ure, 45 minut pogovorov z njo, potem je imela moja mama, potem sva imela pa še nekih skupnih 15 minut, ne. Meni je ta gospa na svetu zaprisegla, omenila Hipokrata in vse to, da kar jaz njej povem, to ostane med nama. In seveda pač kot nek otrok, kot nek najstnik, ne, sem ji zaupal in sem pač odkrito delil vse z njo. Od tega, kaj se doma dogaja, kaj vse sem že, bom rekel, počel, od samopoškodovanja tudi do nekih poskusov samomora. In ona to pač posluša, je nekako sočutna z menoj in vsem. In jaz pol na koncu, čez kakšen mesec, zvem, da je ona to vse povedala moji mami. Kako sem zvedel? Ja, ker je mama prišla pijana domov, me še 3-krat bolj nalomila, kakor me je ponavadi, in mi dobesedno citirala vse, kar je ona povedala, ne. In me je ta sistem pač spet zavrnil, zatajil, pustil na cedilu. Jaz sem tja potem nehal hoditi oziroma bil sem zgolj in samo še enkrat. Takrat nisem hotel z njo nič več deliti. Moja mama je potem, mislim, da še 1-2-krat šla sama, ampak jaz to takrat naprej nisem zaupal več, ne. V srednji šoli pa se je mogoče prvič zgodila neka sprememba, kjer je v bistvu bila šolska svetovalna delavka, ki je nekako na pobudo moje takratne razredničarke dobila
nekako informacijo, ok, pri njemu doma se mora nekaj res težkega dogajati, dajmo mu pomagati, ne. In takrat je potem ta šolska svetovalna delavka se res zavzela zame, mi pomagala in pri samih upravljanjih znanja, se pravi testi, ustna spraševanja, potem, ko sem pri 18, ko sem se odločil, da grem na svoje, oziroma mi je takrat ta družina najboljšega prijatelja ponudila, da grem k njim živet, sem takrat tudi sprožil prijavo nasilja v družini na Centru za socialno delo. Tja sem prišel šolsko svetovalno delavko, tja smo prišli, se pravi, so prišli starši najboljšega prijatelja, mislim, da sta bila tudi babica pa stric, še ene par drugih prijateljev. In je bilo kar veliko enega materiala, ne. In zdaj seveda CSD je to takrat zelo resno, oni so se res odzvali, bili pripravljeni in vse, in so oni na pogovor povabili mojo mamo. Moja mama se je takrat odločila, da bo odigrala vlogo za Oskarja, padla na kolena, začela jokati, in je pač ona obrnila zgodbo v svoj prid. Se pravi, ni ona mene pretepala, ampak sem jaz njo pretepal. Ona pije alkohol, zato ker sem jaz toliko težek in nemogoč otrok. Babica pa stric sta me obrnila proti njej. Ona si je celo življenje samo želela, da bi ona imela mojo ljubezen, pa da bi se midva imela fajn, ampak vsi drugi posegajo v ta sistem, ne. In oni so jih verjeli. Ona je njih tam zmanipulirala totalno. In naslednjič, ko so me povabili samega tja na pogovor in sta me pričakale 2 socialne delavke, ki sta me že na vratih začele napadati. Ja, ste razvajen najstnik, na ta način iščete pozornost, mi vas bomo uničili, vi boste videli, kaj bomo z vami naredili, ker ste nam lagali, v glavnem čist agresivno, napadalno. Jaz sem se takrat potem mogel zaščititi z odvetnikom, ki je v 3 letih uspel rešiti zadevo do te mere, da je v bistvu CSD potem ta primer pometel pod preprogo. Mene pa mamo sicer so ločili v sistemu, ampak to je bilo pa tudi vse, kar je bilo narejeno iz njihove strani, ne. Ena stvar, oziroma, ki je precej skupna vsem, ti si omenil sosede, si omenil šolski sistem, si omenil na koncu, se pravi, sistem kot CSD, in nek beg od odgovornosti, ne. Mi kot sosedje, ti vidiš recimo dostikrat, da se nekaj dogaja, ampak rečeš, mogoče je to samo jaz vidim, slišim, mogoče je v moji glavi, ne bom se s tem ukvarjal, ne bom delal tle sranje ali karkoli, ne. Šolski sistem. Vidijo težave, se ne osredotočijo na to. CSD, dobil si direkten napad, se pravi, ne strokoven, ampak osebni napad, mi bomo tebe uničili, zato ker si ti nas prizadel. Ampak nekdo, ki mora kot sistem varovati človeka, da mora delovati osebno, se pravi, mora preverjati dejstva in na podlagi tega ukrepati. Ampak zakaj prihaja do tega? Ok, sosedje nočejo težav, nočejo drame, hočejo mirno svoj vrtiček obdelovati. Šola pa, recimo CSD, večji sistem. Premalo časa, preveč primerov, ali je problem v slabi izobrazbi, nekompetentnem kadru. Kje je ta težava, da do takih primerov sploh pride? No, jaz iskreno mislim, da je kar kombinacija vsega. Jaz sem pač diplomiral iz področja pedagogike, ne, tako da sem tudi lahko videl, kako bodoči pedagoški kader je izobražen oziroma grajen. Dejstvo je to, da je tovrstnih primerov dandanes vse več. En učitelj v razredu se zelo težko posveti vsakemu posebej, sploh danes, ko je toliko enih odločb, pa motnje pozornosti, pa učno-vedenjske težave, pa ne vem še kaj vse imajo diagnosticirano, in je zelo težko. Drugo dejstvo je, da na teh področjih, sploh nek CSD, so oni iz nekega psihološkega vidika, oni totalno premalo izobraženi in pripravljeni in za vodenje nekih takih pogovorov, ker dejstvo je, da ona pač tam je v bistvu socialna delavka in ona ima na drugi strani ponavadi žrtev, zraven žrtve ima pa agresorja. Pa logično, da te bo tisti agresor prepričal v 1000 in eno
stvar, ne. Ti pod prvo bi že rabo imeti ločene pogovore z njimi, hkrati pa pač tudi nekega strokovnjaka, ki je pač zmožen prepoznati razne manipulacije pač in igrice, ki jih tovrstni agresorji zelo vrhunsko izpeljejo, ne. Je pa potem seveda tudi pač veliko neprimernega kadra, ne, tovrstni poklici na žalost nimajo nekih sprejemnih izpitov in potem v te službe pride marsikdo, ki pa mogoče ni najbolj primeren. Je pa potem tudi še ta vidik, mogoče predvsem, če se na pedagoške delavce navežem, če neka ustanova, osnovna, srednja šola, nima dobrega vodstva, se pravi nekega ravnatelja ali ravnateljice, ki bo pripravljen, bom rekel, kot nek lev ali levinja, stati za svojimi delavci, potem tudi ne moreš od njih pričakovati, da bojo oni pripravljeni, ne. Ker itak skupni imenovalec, kjer največ napak pride, ker so šole, ki se tega držijo, pa oddajajo prijave, pa vse to, in največkrat zadeva pade žal na CSD-ju. In ko poslušam, da sem do danes slišal zdaj na stotine zgodb, ali so narobe izpolnili zapisnik, ali so agresorju izdali, kdo jih je prijavil in je potem ta agresor tej učiteljici prerezal gume, ali pa je v živo prišel z nožem groziti, da jo bo pač, ne vem, zaklal zaradi tega. Ali so nepopolno dokumentacijo poslali na sodišče in jo je potem sodišče zavrnilo in potem veliko takih primerov pade oziroma je spregledanih. Ta žrtev, ki pa trpi, pa ki v bistvu rab samo nekoga, da jo pač zaščiti, pa nima neomejeno energije, da bi še enkrat šel čez to, pa še enkrat, ker na neki točki itak vidiš, da če se grdo izrazim, sistemu dol visi zate, dvigneš roke in pač rečeš, jebi ga, tako mi je namenjen. Na koncu moraš poskrbeti za lastno preživetje in Ja, moraš najti rešitev. Omenjal si zelo inteligentno, taktično delovanje tvoje mame, ki je zelo znala prikrivati, kaj se dogaja oziroma manipulirati. A je to neka lastnost odvisnikov, da znajo biti izjemno dobri v manipulaciji, a ne? Ker recimo tudi psihopat, narcis, vedno išče zunanje dejavnike, ki jih lahko krivi za svoje težave, isto pa odvisnik, a ne, dokler, zato pač kako se alkoholiki zdravijo, da dokler ne priznaš, da imaš težavo in si nemočen, ne moreš se ozdraviti, a ne. Se pravi, vedno pa tisti, ki vztrajajo v odvisnosti, vztrajajo v tem, da so drugi krivi za njihove težave. In zelo dobro znajo to predstaviti. ja, ne, se čisto popolnoma strinjam s tabo, je to kar neka skupna lastnost, nimo sem zdaj v odtenkih različnosti, ampak ja, moja mama je bila zelo vešča o tem, ona v bistvu je v prvi vrsti znala najboljše z mano manipulirati, ne. Na dogodkih, ki jih imam, osnovne šole, srednje šole, me največkrat vprašajo, ok, zakaj nisi komurkoli povedal svoje zgodbe. Iz čisto enega preprostega razloga, zato ker me je moja mama spodbujala, da naj ljudem povem, da me ona tepe doma. Ona je meni vedno govorila, pejt, Damjan, pa povej celemu svetu, da te jaz doma tepem, pa bojo vsi videli, da si pač poreden otrok, da nisi dovolj dober, potem te pa noben več na tem svetu ne bo imel rad, ne. Ona je mene dejansko že kot otroka prepričala, ti to v meni vzbujaš, jaz tebe tepem zgolj in samo zato, ker ti ne poslušaš, ker ti ne delaš tako, kakor jaz zahtevam in pričakujem od tebe, pa zato, ker nisi tak, kot jaz hočem, da ti si, ne. In ko to kot otrok tokrat slišiš, ne, se ustrašiš in potem začneš ti to družinsko sramoto prikrivati sam in ti si v bistvu najboljši v tem, da tudi če kdaj kdo kaj vpraša, se boš zlagal ali pa boš pač obrnil pogovor, da se temu izognemo. No, jaz se tega spomnim, pa tudi, ja, pa tvoja mama veliko pije, ma ne, samo kakšno pivo vsake toliko časa, ali pa, joj, si v redu, neki žalosten si, ma ne, tak dan je megla v Ljubljani, ne vem, neki, veliko je potem dejansko tega, ne. Jaz šele potem kasneje, ko sem bil nek 6., 7. razred, pa sem prvič prespal pri svojemu najboljšemu prijatelju, za vikend pri njemu doma. In ko sem videl, kako se on pač
kot normalen otrok obnaša do svoje mame, ne vem, pa da kaj ušpič, pa da ne posluša pa neki, pa je bil maksimum njene reakcije to, da ko je pač zgubila živce, je samo povzdignila ton glasu, pa pač se je mal, bom rekel, zadrla, pa zdaj boš pa dal mir. Pa je potem bilo konc, ona njega nikoli ni udarila, ona nikoli ni, ne vem, njega parjela, pa ga čez pol prostora vrgla ob steno in pol, ko vidiš to razliko, ne, takrat se pa pol v tebi začne ta jeza prebujati, ker vsi pa nismo deležni tega, ne. Ker res kot otrok sem dolg časa bil prepričan, sploh zato, ker sem tudi dostikrat na ulici videl, ker sem odraščal, bom rekel, med bom rekel, teh, ki prihajajo iz Balkana. In jaz se spomnim marsikjerega soseda, ki je mogel iti gor do grmovja, odtrgati šibo, pa jo mami ali pa očetu odnesti. In je bil potem pač doma ali pa celo zunaj tepen, ne. In jaz sem nekako pričakoval, da pač imamo vsi isto zgodbo, ampak nikoli se pa o njej ne pogovarjamo, ne. O tem pa kasneje ugotoviš, da pa ni čisto nujno, da vsi imamo isto zgodbo in da ja, bi bilo dobro, če bi jaz kot otrok bil zmožen zbrati pogum pa nekomu naglasiti, kaj se je pri nas doma dogajalo. Dobil si primerjavo, kaj je resnično možno, ne, česa si deležen. Si pa prej govoril tudi o samopoškodovanju oziroma tudi depresiji. In je bilo to samopoškodovanje zgolj v spanju oziroma v podzavestnem stanju ali je bilo tudi v zavestnih stanjih? Se pravi, da a te je sistem, se pravi lastno telo, lasten želel zaščititi pred tem, kar se dogaja in na nek način, kar ti nisi bil sposoben izraziti na glas, si potem podzavestno izrazil? Ja, ne, to je v bistvu čist, jaz sem na neki točki kot otrok, kot najstnik pač toliko potlačil svoje vsebine, da ne gre to v nedogled, ne. Pač psiha lahko zmore potrpeti do toliko, pol pa na neki točki, ko pa pač prideš do vrha, pa pač prekipi zadeva in začnejo na tak ali drugačen način ven stvari prihajati. Če bi se jaz bil zmožen o teh stvareh pogovarjati, če bi jaz imel takrat nek sistem, ki bi to prepoznal, mi verjetno nikoli ne bi prišli tako daleč, da bi jaz v hoji spanju samega sebe mlatil. Druga stvar, jaz sem kot otrok res to notranjo bolečino sem jo močno doživljal, ampak spet nisem jaz nikomur naglasil. Jaz nisem v 4., 5. razredu osnovne šole ljudem razlagal, da sem žalosten, pa da me stiska v prsnem košu, pa da mi je težko. Ne, ampak ker pa je bila bolečina, bom rekel, toliko močna in toliko težka, sem pač mogel tudi na zavestni ravni začeti iskati načine, ki mi bojo ublažili to bolečino. In kje sem jih našel? Ja, v rezanju. Ne, velikokrat slišim v raznih okoljih, da je v bistvu rezanje iskanje pozornosti. In jaz vedno pravim, dajmo to iskanje pozornosti preoblikovati v nekaj bolj resničnega in to je pač klic po pomoči. Zdaj, imaš ljudi, ki se režejo, pa jasno pokažejo, da se režejo, kar je super, ker to je najbolj jasen znak, ki ga lahko vidiš in lahko nanj odreagiraš. Jaz sem svoje zareze po telesu skrival. Jaz sem tudi skrbel, da so bile dovolj majhne, da če bi me kdo kaj vprašal, bi rekel, ne vem, padel sem na betonu, pa sem se malo popraskal, ne. Zakaj pride do tega? Kaj človeka pripelje, da je pripravljen samega sebe fizično raniti in poškodovati? Preprosto to, da vsaka zareza, ki sem jaz naredil, pa so to sprva bile zareze na eni roki, pa so bile potem zareze na drugi roki. Ko sem roke zapolnil, smo šli na noge, ko sem noge zapolnil, smo šli na telo. Vsak košček kože, ki sem ga našel, sem si ga sposodil na nek način za regulacijo te notranje stiske, ki sem jo doživljal. Ker to, kar sem jaz doživljal na fizični ravni takrat, je meni ublažilo to notranjo stisko. Se pravi, jaz sem lahko, pa tudi če sam za 5 minut, da nisem rabil čutiti te notranje stiske, te notranje bolečine, je bilo meni v življenju lažje.
a ne. Ampak to je seveda nefunkcionalen pristop, to ni okej. Ampak žal kot nek mladostnik takrat nisem drugega poznal in sem zato od 4. razreda osnovne šole pa do 1. letnika gimnazije pač imel obdobja samopoškodovanja. Prav jeza, preusmerjanje pozornosti na fizično bolečino, depresija, ampak rekel si, mislim, zanimivo mi je to, da pol greš naprej v neko pozitivno zgodbo, ker lahko bi s tem nadaljeval, iskal seveda zunanje vzroke, krivce, ki sigurno so realni, ampak danes v bistvu živiš neko polno življenje, nisi jezen, nisi, verjetno nisi, a ne? Ne. Neko prevzemanje odgovornosti, izbira v bistvu, a ne, ker temeljna verjetno izbira, da ti verjetno nisi bil zadovoljen s tem življenjem, ki si ga imel. Da to, kar sam sebi počneš, kako živiš, kako tlačaš svojo bolečino, ti ni bilo v redu. In si želel najti rešitev za to. Kako je v bistvu to iskanje rešitve potekalo? Kam si se obrnil, poleg seveda terapevtov, prijateljev? Ta moja pot je v bistvu zelo zanimiva, zato ker sem jaz tam do svojega 20. leta sem probal marsikaj, da bi moje življenje bilo drugačno. Od tega, da sem se trudil, bom rekel, prilagoditi maminim željam, v upanju, da me bo začela imeti rada, pa ni nič od tega pomagalo. Sem se trudil, pa sem poklical sistem na pomoč, pa me je sistem potem pač pustil na cedilu in me je pač zaznamoval na tak ali drugačen način. Je bilo tudi obdobje, ko sem začel hoditi k psihiatrom, sem jih zamenjal ogromen, iz zgolj in samo enega razloga, ker nisem želel jemati antidepresivov. Potem končno se je malo, bom rekel, neke sreče nasmehnil. Sem preko klinične psihologinje, ki je naredila z menoj razne teste, dobil te razne diagnoze, depresija, panična motnja, vse te stvari. In sem takrat začel obiskovati psihoterapeuta. Tako da pri 19 letih je ta psihoterapevt bil neka moja prva svetla točka iz vidika sistema. Hkrati potem je bil tukaj moj takratni novi župnik, ki je tudi odigral res ključno vlogo pri vsemu temu. Potem pa sem bil star 20 let, glih sem zaključil z maturo, bil kanček neuspešen, zato ker nisem bil sprejet na faks. Sedel sem v cerkvi, v kateri sem bil krščen kot otrok. Imel sem en, bom rekel, življenjski pogovor s svojim župnikom, s Primožem. In takrat sem bil v tisti cerkvi, ziher ene 4-5 ur, imel enega najbolj reflektivnih pogovorov možnih s samim seboj. In sem bil tako, okej, tukaj smo, da smo dosegali samo dno, se pravi, star sem 20, za sabo slabo otroštvo, slabo najstništvo. Pri 18 mi je mama probala vzeti življenje in bila pri tem neuspešna. Pri 18 se potem odselim k družini najboljšega prijatelja in mi oni tam začnejo pomagati. Pri 18 sem tudi začel delati na bencinskem servisu preko študentskega dela. Pri 20 uspešno do neke mere zaključim pač to gimnazijsko pot, ampak mi akademska pot ne omogoča, da grem naprej, ker pač mi je ena točka zmanjkala, ne. Počutil sem se kot največji failure v lifeu možno. In sem bil tako, okej, kam zdaj od tukaj naprej? Plus tega, da sem v bistvu imel na mizi 3 neke, rečemo, možnosti, ki sem si jih postavil pri 20. Prva možnost je bila to, da vse skupaj zaključim, pa si pač vzamem življenje. Do svojega 20. leta sem imel že več kot 10 poskusov samomora in so bili vsi neuspešni. In sem bil tako, okej, ta možnost odpade. V tem očitno tudi nisem dober, oziroma pač žal ni bil to niti funkcionalen pristop,
to odpade. In potem sta mi ostala samo še možnost številka 2 pa možnost številka 3. Možnost številka 2 je bila, da se sprijaznim, da to pač je moj life. Da pač mi ni namenjeno, da sem srečen, da pač bom v življenju vedno neko razočaranje, nekdo, ki pač iz njega nič ne bo. Nekako sem se poigraval s to možnostjo, da se zaposlim pač redno na bencinskem servisu, bom pač prodajalec, pa se plača je bila solidna za tiste čase, bi nekako preživel. Imel sem pri 20 že malo probleme z alkoholom, se pravi, sem šel zelo po maminih stopinjah, ampak pač ja, končni izkupiček, kopija svoje mame, nek zagrenjen, nesrečen posameznik, ki v bistvu je obupal nad življenjem, zato ker so praktično vsi obupali nad njim, ne. Potem je bila pa še možnost številka 3, ki je bila pa tako, kaj pa če se jaz pri 20 ponovno rodim? Kaj pa če jaz pri 20 začnem znova? Konec koncev šolo sem fejlal, na bencinskem servisu sem tudi imel vzpone in padce. V tistem času sem izgubil veliko, bom rekel, prijateljev in prijateljic. Na splošno vse v življenju je bilo res tako na samem dnu. Sem bil tako, pa kdaj boljša priložnost kot zdaj, da še te ostanke temeljev, ki so, da jih podrem, da jih uničim in se odločim, tukaj potegnem črto, od tukaj naprej začnem jaz graditi novo hišo, začnem postavljati nove temelje. Sem takrat to povedal svojemu terapevtu in ja, jaz sem se pri 20 odločil, ok, danes sem se ponovno rodil, grem probat zmagati, ne vem, kam me bo življenje popeljalo, vedel pa sem, da ne želim biti na koncu dneva eden tistih zagrenjenih in tečnih sosedov, ki so vsi drugi bili krivi, da on ni srečen v življenju. In sem rekel pač, kaj imam še za zgubiti? Probam lahko, če ne bo uspel prav, pol vem, kakšno bo moje življenje, ampak kaj pa, če mi uspe? Kaj pa, če uspem in zmagam in kljub vsemu dreku, trpljenju, peklu, ki sem ga dal skozi svoje življenje, uspem postaviti na teh ruševinah nekaj novega, a takrat sem pol zmagal. Takrat je potem to, bom rekel, zgodba, ki lahko navdihuje. Prej si rekel, več kot 10 poskusov samomora, neuspešnih. Ampak misliš, da so bili res neuspešni? A so bili zgolj temelj za to tvojo odločitev na koncu izbiro, ki si jo naredil? Mislim, zdaj odvisen iz katere perspektive gledava. Če gledava iz vidika, mi je uspelo končati moje življenje, Ja. sem bil neuspešen. Če pa gledava iz vidika, kaj so mi te izkušnje dale, pa kaj sem uspel potem iz teh uspešnih neuspehov zgraditi, sem pa hvaležen danes, da se je odvilo tako, kot se je. Danes, ko gledam za nazaj, pa ko sem pač in prek svojih knjig in prek terapij reflektiral, bom rekel, svoje poskuse samomora, sem danes toliko neizmerno hvaležen, da mi noben od njih ni uspel. Ker dejstvo je, da jaz sem si želel živeti, pa saj konec koncev vsaka oseba si želi živeti življenje, ampak ne pod temi pogoji, pod katerimi se včasih ljudje znajdemo. Jaz samo pač sem želel obupati nad življenjem, zato ker življenje, ki mi je bilo v tistem trenutku dano, ponujeno in sem ga živel, ni bilo niti približek tega, kar sem si zaslužil, kar mi je pripadalo, pa kar bi nek otrok v svojem primarnem okolju, primarnem sistemu nujno potreboval. Ko si zaslužil ali pa pripadalo, ampak na koncu si ti mogel spremeniti stvari. Nisi mogel čakati, da bojo drugi zate nekaj naredili. Ja, dolg časa sem čakal nekega super junaka, ki bi me rešil. Dolg časa polagaš, bom rekel, to moč drugim ljudem. Pol na neki točki sem se pa odločil, da bom jaz to moč vzel v svoje roke, in da bom začel pač prvo jaz, se pravi,
kaj lahko jaz naredim, da bi moje življenje bilo drugačno. Potem pa, ko in če potrebujem pomoč, da jo znam jasno in glasno nasloviti tistim ljudem, ki pa so bili čez to, bom rekel, težko obdobje, vse skozi prisotni z menoj. Se pravi, vseeno sta bila tukaj babica pa stric, ki sta me v najboljši meri možno podpirala. Je tukaj potem bil moj duhovnik, so potem bili najboljši prijatelji, njihove družine, šolska svetovalna delavka v srednji šoli. Se pravi, jaz nisem bil čist brez neke opore v življenju, ampak ja, šele ko sem jaz se odločil, da bom svoje življenje začel spreminjati, pa da bom začel drugače delati, le takrat je v bistvu tudi ta njihova opora, ta njihova oskrba lahko dosegla svoj namen. Tako da ja, jaz sem se potem pri 20 odločil, ok, možnost številka 3. Potem sem jaz mogel intenzivno na terapijah razrešiti vse travme, ki so se mi zgodile. Jaz sem mogel iti zvišati maturo, da sem potem bil končno sprejet na študij, ki sem si ga želel. Jaz sem potem študij mogel zaključiti, jaz sem potem mogel si nekako izoblikovati življenje, ki si ga želim živeti. Pri 20 sem se tudi potem odselil na svoje in živel 7 let v najemu in skrbel sam zase s svojimi financami, ne. Ja, saj sem vedno imel možnost se upreti na koga, pa h komu priti na kosilo, pa si olajšati kakšne segmente življenja, ampak ja, generalno gledano sem pa pač večji del te poti prehodil sam. In danes si terapevt, že delaš? Terapevt v nastajanju. Trenutno sem študent zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti. Me čaka še 2 do 3 leta, preden bom lahko delal s klienti. Sem pa pač na tej poti, ki si želim biti. Se pravi, jaz sem uspešno zaključil študij pedagogike in anglistike, potem ugotovil, da so se moje neke otroške sanje spremenile, da v bistvu si želim pomagati ljudem, tako kakor so nekateri pomagali meni. Nekako sem se čutil, da želim dajati družbi. In sem nekako dobil, bom rekel, tako kot nekateri duhovniki dobijo klic, da grejo služiti Božjemu poslanstvu. Tako sem jaz dobil ta klic, da svet terapevtov potrebuje mene. Sem se nanj odzval, že vrsto let vlagam v to področje in na neki točki bom zakonski in družinski terapevt, ki upam, da bom lahko pomagal čim večjemu številu ljudi, da najdejo svoj klic, pa da uspešno razrešijo bremena, s katerimi se soočajo v življenju, zato da nas bo vse večje število zmagovalcev v tem življenju. Pravijo, da se nekje do 6. leta zgradimo vizijo celega življenja. In pol v bistvu na podlagi tega, kar si takrat zgradimo, tiste izkušnje, ki jo imamo, celo življenje vodimo. Ti si pač mogel to pri 20 na novo postaviti, si bil sposoben sprejeti to in to izkušnjo lahko seveda danes deliš tudi z drugimi. Kakšen je bil pa v bistvu proces pisanja knjige? Zakaj si se za to odločil? In pa v bistvu knjiga je kot ena terapija, posebej, če pišeš o svoji lastni izkušnji, podoživiš neke trenutke, ki so boleči, težki in jih moraš preliti v besede. Pa kakšen je ta proces? Kako to izgleda? Zdaj v bistvu sam proces pisanja je bil meni od nekdaj, bom rekel, blizu. Že kot otrok sem pisal dnevnike in mi je bilo ful fajn pisati stvari in spise v šoli in potem eseje in take stvari. Zelo rad sem se z besedami poigraval, ne. Zelo rad sem tudi bral knjige. Predvsem v najstniškem obdobju mi je bil blizu Harry Potter pa Gospodar prstanov in kako so oni lahko ustvarili 2 taka močna svetova, sem jaz bil vedno impresioniran. In sem si takrat v najstniških letih rekel, pa jaz bi bil pisatelj, ne.
Ampak jaz sem takrat mislil, da bom napisal novega Harry Potterja ali pa pač neko drugo fikcijo. Potem sem pa tam nekje pri 18 sem pa začel pisati svojo knjigo. Zakaj sem jaz sploh začel pisati knjige? No, v bistvu bilo zato, ker sem hotel drugim pomagati. Jaz sem v srednji šoli ugotovil, da je nas, ki trpimo, pa ki imamo, bom rekel, na nek način starše, ki niso najbolj podporni za nas, veliko. Tako večje število, kot sem si kdajkoli lahko mislil. In sem bil tako, meni je manjkal literarni junak. Nekdo, ki bi mi pri teh letih porinil knjigo v roke pa rekel, Damjan, dej preber to knjigo, zgodba glavnega junaka te bo, ne vem, presenetila, te bo malo pretresla, ampak konc je zelo spodbuden, konc je motivacijski, kao mogoče pa pač ti to ulije neko upanje ali pa da nek zagon, ne? In ker jaz nisem imel tega literarnega junaka, sem si rekel, zakaj pa ne bi jaz postal ta literarni junak za druge, ne? In sem takrat začel pač pisati. To je takrat izgledalo tako v petkih, pa ob sobotah zvečer sem pisal v Word, kaj se mi je dogajalo in pa sem to shranjeval osnutek 1, osnutek 2 in teh osnutkov je bilo, ne vem, mislim, da jih je bilo na koncu 474, ne? In sem si potem rekel, iz tega pa res lahko neka knjiga nastane, ne? In sem potem pač to začel res oblikovati. Takrat se še spomnim, da sem šel na 1-2 tečaja, kako biti boljši pisec, kako biti kreativen. In sem napisal knjigo in je bila pripravljena in potem sem našel eno založbo, ki mi je želela to knjigo izdati. Ampak kje je bil zdaj problem? Pač oni, ki so to potem postavili v neko obliko, so ugotovili, da je tega materiala ful. Je bilo, mislim, da nekih 650 strani, ne? In so oni bili tako, tega noben ne bo bral, tega se ne splača izdajati, ne? In sem bil tako, kaj zdaj, ne, pač jaz sem hotel to napisati, jaz sem to ljudem hotel dati in so pa oni dali predlog, kaj pa če razdelimo na več delov. Pa sem bil ful občutljiv za to, to je moj otrok, to je bil moj knjižni otrok in ti bi ga zdaj rezal na kaj, na več delov, moj bog, ne. Pa sem potem popustil, pa sem pač malo z bližnjimi govoril, pa so bili vsi ful navdušeni nad to idejo in sem potem je šel še enkrat brati to svojo vsebino in sem ugotovil, da jo lahko res razdelim v trilogijo, na 3 dele. In sem potem prvo knjigo nekako, bom rekel, omejil na nasilje v družini, ne. Se pravi, v prvi knjigi, Izgubljeno otroštvo, jaz razgalam celo svojo družino. Jaz sem se na neki točki usedel dol z babico in stricem, in sem jima povedal, to je nekaj, kar si želim narediti. Velika verjetnost je, da bosta en del jeze, gnojnice in vsega sovraštva od ljudi tudi prejela vidva. Sta onadva pač to sprejela in sta bila oba zelo podporna iz vidika, ja, pejte pa pomagaj drugim, naj se ljudje probajo naučiti nekaj iz naših napak pa iz naših spodrsljajev. Druga knjiga, Bitka z depresijo. Jaz sem se vsaj 7 let res spopadal z intenzivno depresijo in spet, družba ima eno sliko o tem, kaj je depresija, resnica je pa nekaj čisto drugega, ne. Vsi radi depresijo povezujejo, da je to neka duševna motnja lenih ljudi, ki se jim ne da delati nič v življenju, ne. Niti ni približek tega, ne. In sem se odločil, da bom napisal svojo izkušnjo, kaj je depresija naredila meni, kaj je moja depresija naredila okolici okrog mene, se pravi mojim najbližjim, novi družini, ki me je vzela k sebi, da mi pomagajo, okolju v šoli, na splošno vsem, in da vidijo, kaj pomaga, kaj ne, oziroma pač tudi čez napake drugih, da se lahko naučijo, kako v bistvu biti zgolj in samo v oporo taki osebi, hkrati pa pač tudi, da rabiš neko strokovno pomoč, ne. Jaz nisem nek zagovornik antidepresivov, zato ker pač sem mnenja, da depresija pride zato, ker je pač psiha doživela nek napad, neko trpljenje, neko bolečino in pač te bolečine s tabletami ne moreš rešiti, ampak jo moraš rešiti na način, da to rano, ki krvavi, to rano, ki je zagnojena, da jo zaceliš in da lahko ta oseba predrugači to trpljenje, ki ga je imela in začne znova. Potem je pa tukaj še tretja knjiga,
ki pa bo nosila naslov Najdeno življenje. Tukaj sem bil pa tako, ok, kaj bi lahko tukaj napisal, ker smo ono knjigo razdelili, je tako sam nekih 100 strani ostalo in sem itak vedel, da bom še kaj mogel dodatno napisati, dopisati. Pa sem potem ugotovil, da zelo hitro bom imel vsebino, ker kaj se je zgodilo? Ljudje so prebrali drugo knjigo in so bili tako, ok, prestol si depresijo, kaj bo pa pol v tretji knjigi? In sem zelo hitro ugotovil, da so ljudje bili tako, ok, jaz sem zdaj pač prestol, premagal depresijo in potem je življenje ka pravljica in živel je srečno do konca svojih dni. Ja, ne, so še zmeraj vzponi in padci, še zmeraj se moram soočati glih tako z vsakodnevnimi bitkami, kot vsi drugi. Še zmeraj sem kdaj žalosten, še zmeraj sem kdaj jezen, še zmeraj me kdaj življenje podre, pa pač spet padam na tla. Ampak je zdaj ta razlika, da kadarkoli padam, imam tudi razna orodja, ki pač mi jih je terapija dala, da se lahko uspešno poberem, dvignem in začnem znova. In tako, kot si prej sam rekel, pisanje je bil tudi zelo terapevtski, je bilo zelo terapevtsko. Ampak jaz sem se to zavedel šele pred izidom druge knjige, ko sva s terapevtom to enkrat naslovila. Kaj je on meni rekel, Damjan, pa sej se ti verjetno zavedaš, ne, da je tebi te knjige, ta proces pisanja 1000-krat bolj pomagal, kakor pa pač vsa ta srečanja, ki sva jih midva imela, ne. Pa sem bil tako, ne, pač jaz sem sam to pač napisal, pač kar sem čutil. In potem, ko sva midva šla skupaj to, ne, pa vse blokade, ki sem jih imel, ne, jaz nisem imel tistih tipičnih pisateljskih blokad. Ne, jaz sem imel one čustvene blokade, kjer, ok, prišli smo do ene velike rane in zdaj ta rana rabi čas, da se jo naslovi, da se z njo dela. In včasih po pol leta nisem nič napisal. Potem je pa kar steklo, ne. In v bistvu, ja, ko sem potem naredil neko refleksijo za nazaj, sem ugotovil, da s tem, ker sem si dovolil še enkrat iti surovo čez celotno svoje življenje, ga ovrednotiti, ga pogledati iz različnih zornih kotov, ja, da je bila to najboljša terapija zame. Rekel si, da je še vedno borba. Tako da tvoja zgodba je v bistvu dokaz, da ne glede na to, kaj se nam zgodi v življenju, lahko to spremenimo. Imaš kakšen nasvet za vse te ljudi, ki so v podobni situaciji kot ti ali pa doživljajo težke trenutke, ne vidijo izhoda? Jaz mislim, da najboljši nasvet, ki ga lahko ljudem dam, je to, da vedno je na koncu luč. Včasih je to zelo majhna svetilka, včasih je to mogoče samo ena sveča, ampak je še zmeraj nekaj, ki tam sveti za nas, pa ki je lahko, bom rekel, neko vodilo za naše življenje. Najbolj ključnega pomena se mi zdi to, da smo v življenju obdani s pravimi ljudmi. Tistimi, ki nas vidijo, tistimi, ki nas slišijo, in tistimi, ki so pripravljeni nas sprejemati takšne, kot smo, z vsemi, bom rekel, esencami, ki jih imamo. Vsi imamo in dobre in slabe lastnosti, vsi nosimo neke, bom rekel, sence in demone v sebi, ampak imeti ob sebi ljudi, ki te imajo radi in te sprejemajo takšnega, kot si, to je potem pač tudi lažje, ne, ker potem prideš do točke v življenju, ko se nehaš spreminjati zaradi drugih, ampak če se spreminjaš zgolj in samo zaradi sebe. Če govorimo zdaj o nekih težjih stvareh, se pravi, da pač nekdo res rabi pomoč, strokovna pomoč je tukaj ključnega pomena. Najti nekoga, ki bo delal s tabo, ki ti bo pomagal predelati te težke vsebine. Hvala bogu, živimo trenutno v dobi, ki je tega več na razpolago, kot je bilo mogoče za čase naših staršev ali pa naših starih staršev. Predvsem pa ja, verjeti, da je življenje lahko drugačno, da če damo življenje
v smislu, kakor, da je življenje ena knjiga, da ni slaba knjiga, ampak je sam pač ene par težkih poglavij in da je še veliko nenapisanih strani, da je še veliko nenapisanih poglavij, in da je mogoče samo to težko obdobje, trenutno prehodno obdobje, nek character development, in da ima vsak izmed nas možnost začeti znova. Damjan, hvala, ker si delil svojo zgodbo, se odprl in jaz verjamem, da bo tvoja zgodba, vse tvoje izkušnje marsikomu pomagale, da jim bo lažje. Verjamem in upam, da bojo tudi tvoje knjige marsikomu pomagale. Te pa seveda želim vse dobro, da bo čim manj padcev, čim več vzponov in da bomo še o tebi veliko dobrega slišali. Hvala za povabilo, hvala, da si dal to možnost, da nasloviva ene pomembne in življenjske tematike, pa gremo novim zmagam naproti. Drage gledalke, gledalci, poslušalke in poslušalci, hvala, da ste bili danes z nama. Vas tudi vabim, da podcast delite, se naročite in tako marsikomu omogočite, da bodo slišali Damjanovo zgodbo.